Evo, situacija je zelo resna. Mene so Greenpeaceovci klicali, da je treba te ljudi ustaviti. Tudi mene je potem strah ratal, ko sem zadnjič bral v Črni kroniki, da so enega našli med smetmi, med plastiko. Ampak okej, saj sortirali so ga prav. Zdaj je verjetno že vsem jasno, o kjer bomo danes govorili. Danes bomo govorili o folku, ki išče bližnjice, do tega, da bi se bolj počutil, čeprav na koncu se počuti še bolj v kurcu, kakor takrat, ko je mu kakšno kilco več. Glej, stvar je čisto enostavna. Nobena liposukcija, noben filane rit z silikonom se ne more primerjati z enim, ki trenira, zdrav je, pa ej človek, pa hva hočeš, da te na koncu namesto, da te pokopljajo, da te jo reciklirajo, kva. No, ta silikonska rt, je dobra samo zato, da ne boš kakšnega volka v rt fasal. Pa Bog ne daj kaj drugega. Folk kar misli, da uno maščobo ven spumpal, pa še kar naprej basal, pa kar skozi cel life isti. Malo morgenaj, prav. Vsak, kakor se je kdaj lotil liposukcije, bo zdaj lahko potrdil, da je bilo čez pol leta eno in isto sranje. Je pa ena dobra stvar tukaj, glejte, več imate teh kitajskih plastičnih delov, ziher boste lažje zaprosili za kitajsko državljanstvo. Če ne drugega, vas bojo vsaj pokopali za stol. Pa še nekaj, da ne pozabim. Zdaj pusta, ne? No, da mi ne bi slučajen kdo pozabil cukra do skrofa pihniti. Zapomnite si, Pričer vas gleda.